Ja, hvala lepa. Jaz sem Turk, predsednik odbora za razvoj pri strokovnem svetu SDS. Najprej bi vse skupaj opozoril, da smo pred približno enim tednom predstavili program pod naslovom 10+100 rešitev. In ni jih samo 10+100, če je kdo pogrešal trajnostni razvoj oziroma sploh področje prostora in okolja, potem naj tam za 100 rešitvijo pogleda naprej, kjer so sektorska poglavja za posamezna ministrstva oziroma za posamezna področja dela vlade, kjer boste našli natanko to, vključno z ustavnimi spremembami, ki okolje oziroma skrb za okolje, skrb za naravo in živali postavlja na nivo ustavne vrednote. Zdaj, vaše vprašanje je bilo, kateri so tri ključni izzivi pred Slovenijo in na kakšen način jih reševati, in nekako bi bilo nefair, da bi zdaj v okolju, ki je recimo bolj zeleno obarvano, naštel neke druge stvari kot tiste, ki smo jih dali na naslovnico programa. In na naslovnici, v podnaslovu, so pravzaprav tri stvari, ki so tudi največji izzivi. Največji izziv celotnega zahodnega sveta, sveta izobilja, danes je pravzaprav delo. Najti smiselno delo za ljudi. Mislim, da je tudi zares ta problem razpoznal, ne strinjamo se pa za zaresom glede smeri rešitve tega problema. Drug izziv, ki je nekoliko specifičen za Slovenijo, ki bi tudi v tej razpravi načet in ki je posledica vsaj 20-letne naše zgodovine oziroma neopravljene nečesa v 20 letih, je pravna oziroma pravična država. Tukaj je kup stvari, ki so problematične od, bom rekel, tega pajdaškega kapitalizma na debelo, kot tudi popolnom ali pa večkrat zelo brezpravno ravnanje, ravno ko gre za uporabo prostora. Ko gre za to, da pravzaprav kar vsak po svoje nekaj dela, do takih detajlov kot kakšne čudovite barve hiš v zadnjem času videvamo po slovenski naravi, koliko imamo plakatov na vseh koncih in krajih, kako nam svetijo luči v nebo in tako naprej. Ampak tisti ključen problem pravne države je seveda nekje drugje. Mi nismo vzpostavili tiste pravne komponente, ki naredi iz nekega socialno-tržnega gospodarstva pošteno tekmo. In nam zdaj celotno to socialno-tržno gospodarstvo začenja smrdeti, ampak nastane čisto seveda nekaj drugega, če je ta tekma poštena in pravna država je pa tista, ki to zagotavlja. In tretji izziv je seveda trajnostni razvoj, oziroma razvoj kot tak. Če imate vi v družbi kakršnakoli ravnotežje, če imate vi v družbi kakršnakoli neravnotežje, potem imate pravzaprav dve možnosti. Ali družba stoji pri miru, se ne razvija in potem, če hočete nekomu dati, morate nekomu vzeti. Ali se pa družba razvija in v tem primeru ni treba nikomu jemati, ampak nekam dajete malo več, nekam dajete malo manj in se stvar uredi. Zdaj ne vem, če bi bila kasneje možnost v diskusiji, lahko pravzaprav povem, kje mi vidimo rešitev za ta osnovni ključni problem, ki je pa vendarle, kje najti smiselno delo in seveda v povezavi z razvojem. Delo je namreč tista stvar, gospoda Hanška ni tukaj, večkrat sem ga poslušal, delo ti da smisel, človeku kot posamezniku da smisel, počutiš se koristen v družbi, počutiš se koristen v družini, če imaš na koncu dneva, na koncu tedna, na koncu življenja nekaj za pokazati. In omogočiti to ljudem je danes težko.